Migrant v bistvu mora zato, da si ustvari neko dobro življenje v Sloveniji, da si ustvari neko kvalitetno življenje v Sloveniji, mora narediti zelo veliko stvari in mogoče je še mičkeno več kot kdo drug. Moramo se zavedati, da v bistvu migranti, ko pridejo v Slovenijo, v bistvu pridejo brez neke socialne mreže, brez podpore družine, brez zaledja. V primerjavi z nami, v bistvu imamo kdaj še vedno možnost iti k staršem, če gre ki zelo narobe, ali pa iti k prijateljem, medtem ko oni tega na samem začetku nimajo. The reason I came to Slovenia is to get a better life to me and my kids, and also especially education and safety. Veš kaj, za Eritrejci je bilo težko, ko smo prišli tukaj v Sloveniji, ker vsi različni, tudi ne. Mislim, da za novi ljudi ali za novi človek, ki prišel na novi državi, je malo težko, ker ne znamo, kako narediti nekaj, ne. Če dobim pošto, kaj piše, ne vem, ker ne znam slovensko, ne. Zato je bilo malo težko, ampak ne. Počasi lahko bo šlo, tudi slovenska filantropija pomaga nas, večkrat pomaga nas, zato tudi jaz okrog enkrat na teden, dvakrat na teden pridem tukaj, pa če imam nekaj vprašanje, pa dam prijumoža ali drugi ljudi, da mene razložili, kako to ravnam ali kako je to, ali kaj piše tukaj, ne. Seveda prvi dan v Sloveniji zelo, zelo težko. Tako bo, jaz ne bom rekel samo prvi dan, zelo težko dolgo časa. Ampak potem, ko ti dobiš prijatelj, znaš govoriš slovenčino jezik, potem življenje vsak dan bo boljše. The most important thing is language and work, you know. We can't find job easily because you want to speak very well English, Slovenian language. This is the difficult thing. Še vedno mislim, da je jezik daleč največja težava, ki jih ovira pri uresničevanju tega, kar bi lahko, pri uresničevanju njihovega potencijala. Mednarodna zaščita je sestavljena iz dveh različnih statusov. En je status begunca, drugi je status subsidiarne oblike zaščite. Status begunca pomeni, da država prizna, da je posameznik preganjan zaradi tistih razlogov, 5 razlogov, ki sem jih prej naštel. Bodisi zaradi vere, zaradi rase, zaradi narodnosti, pripadnosti določeni družbeni skupini ali pa svojega političnega prepričanja. Če posameznik ni preganjan zaradi enega izmed teh razlogov, potem še vedno lahko dobi subsidiarno obliko zaščite, ki pa pomeni, da država prizna, da takemu posamezniku grozi neka resna nevarnost za njegovo življenje v matični državi. Se pravi, bodisi, da je tam vojna ali pa neki oboroženi spopadi ali pa kateri drug tak razlog. Nikogar ne smemo pustiti brez odgovora, kdorkoli se na nas obrne. Država Slovenija je zelo lepa država, vse ti lahko. Ti odliči sam, ti moraš hoditi. Ne boš prišel vse do tebe, če ti sediš.